Za sprejem na šolo za častnike morajo kandidati opraviti selekcijo, ki jo na šoli za častnike izvajamo vsako leto. Selekcija poteka v poletnem času in sestavljena je iz večjih baterij testov, traja pa 2 tedna. V prvem delu morajo vsi, ki želijo priti na selekcijo, izpolnjevati določene pogoje, ki jih predpisuje Zakon o obrambi, morajo biti varnostno primerni, morajo biti zdravniško sposobni, torej zdravstveno sposobni, in potem v bistvu pridajo k nam in v teh 2 tednih jih mi preverimo se pravi, kakšne so njihove fizične sposobnosti, nato preverimo njihovo vzdržljivost, psihično in fizično. Predvsem in glavni poudarek na celotnem programu selekcije pa je ocenjevanje osebnostnih lastnosti, sposobnosti in tistih predispozicij, ki jih iščemo pri bodočih častnikih, torej tudi voditeljskih sposobnosti. Čaka vas kar naporen program. Dobro poslušajte, kaj vam bodo naročili inštruktorji. Več izločilnih točk je na tej poti. Od danes do petka se lahko na več točkah poslovimo od vas. Na tej poti imate tudi možnost, da sami odstopite. Vsem želim najboljši uspeh. Vsem želim, da se potrudite, da zdržite in veselim se sodelovanja s tistimi, ki boste prišli med prvih 15. Srečno! Hvala. Poljubni tehniki odplavate do sredine, pridete do položaja mrtvaka, 5 sekund, zdržite na moj znak, odplavate naprej, poljubni tehniki. To je prvi test. Drugi test. Drugi test, plavanje neprekinjeno v času 10 minut. Brez držanja za kroge, brez držanja za rob bazena, stati pač ni mogoče. Je to vsem jasno? 3 minute. Predstavljajte si, da ste po nekem naključju na vrhu ene stavbe. Tisti, ki stopi sem, pade. Zelo globoko, je umrl. Ta stavba, v kateri ste, gori. Čez 30 minut bo ogenj zajel tudi ta vrh. Tisti, ki bo tukaj, je umrl. Čim prej morate se umakniti na drugo streho,
Iz te stavbe so ostali samo stebri, 3 na tej strani, vidite, in pa 3 na drugi strani, vidite. Stebri so ravno tako pod visoko električno napetostjo. Z ničemer se ne smete dotakniti od kolesa ali opreme, ker je napetost tako velika, da vam zažge tudi škornje. Lahko se izolirajo. Na sredini vidite betonsko polico. Vidite? Ta betonska polica je povsem varna. Lahko stopite na betonsko polico brez skrbi, da bi se vam kaj zgodilo. In se lahko dotikate. Na to so ponovno 3 stebri, ki so pod visoko električno napetostjo. Na drugi strani je varna streha. Hvala, da ste vzeli resno zadevo, da ste pazili nase, en na drugega. Vidimo se še. Želim vam vso srečo. Danes smo imeli preverjanje zjutraj iz torej fizičnih sposobnosti, kjer predvsem preverjamo po teh standardih, ki veljajo že za zaposlene v Slovenski vojski in so standardi Zveze NATO. Torej tek na 3200 metrov, potem sklece in dvigi trupa. Tu za vse kandidate zahtevamo, da dosežejo minimalno 70 točk v teh kriterijih, sicer je to eden od prvih izločilnih testov v naših baterijah testov. Tisti, ki teh testov ni sposoben opraviti in doseči teh minimalnih kriterijev, seveda ne more nadaljevati z selekcijo. Danes popoldan pa izvajamo 2 posebna testa, in sicer testa, pri katerih preverjamo, ali so naši kandidati in kandidatke sposobni premagati strah pred višino in strah pred zaprtim prostorom. Torej, prvi test se izvaja v Bohinjski Beli na skali imenovali Iglica. Tam morajo naši kandidati premagati višinsko oviro in potem še tukajle na tem mestu, kjer v bistvu jih nekako z nalogo pošljemo v temen zaprt prostor, v katerem morajo najti izhod, in če opravijo to nalogo, so v bistvu premagali ta strah pred zaprtim prostorom. Tako da mislim, da je selekcija za vse precej naporna, pa tudi zanimiva, ampak glede na to, da so se odločili za častniški poklic, so tukaj zato, ker so za to motivirani in zaenkrat kažejo veliko zavzetost. Tukaj imamo 3 skupine, v grobem pomeni, da prihajajo ti stalne sestave, ki so že vojaki, potem prihajajo k nam tisti zunanji oziroma štipendisti, obramboslovci, piloti bodoči, inženirji strojništva in pa prihajajo k nam tudi pogodbeni rezervisti, ki se želijo zaposliti v pogodbeni rezervi. Razlog, zakaj odpadajo, če vzamemo letos, konkretno se jih je uvrstilo do prejšnjega tedna oziroma po prvem preverjanju 60, imamo zdaj v tem trenutku po drugem dnem 41 kandidatov. Bi rekel, da je slaba fizična pripravljenost kandidatov in pa mogoče ne poznajo tega oziroma vojaškega načina življenja, kar jih tudi čaka v prihodnje v delu Slovenske vojske oziroma delu častnika Slovenske vojske. Na ta način bodo tudi spoznali, ker so še dovolj mladi, so poskusili prvič, poskusijo še drugič in tretjič, čem leto dovoljujo, ker je tudi omejitev 30 let, da dejansko vidijo, kje so, na kak način se pač dela. In s tem bodo tudi spoznali, katere vrednote iščemo oziroma kak profil iščemo. Izbirajo se konkretno za to leto 15 najboljših kandidatov po vrstnem redu od 1. do 15. ne glede na to, iz katere strukture, ko sem prej razlagal, prihajajo kandidati. Rad bi poudaril še to, da imamo letos 7 punc, tudi ki so zaenkrat zelo korajžne in pa upam, da bo katera od njih tudi med prvih 15.